Ejo, po mojem so malo prezgodaj zamenjali gume na našem Stratofortressu, ker se je vreme obrnilo za 180 stopinj in glih toliko, da ne sneži zunaj. Event v Zagrebu je nažalost odpadel oziroma je prestavljen na ta vikend, tako da vsi, ki ste planirali let, event bo. Ta vikend Rimac Test Track na Mičovcu, to je nasprot letališča zagrebškega, ampak nas nažalost tam ne bo, ker so ta vikend že drugi plani. Da smo pa dosledni s contentom, gremo pa zdajle k Uviju, ker nam je Tadej obljubil 2 Uvi racing simulatorja za našo novo delavnico in pa pride še Vortex. Vsi tisti, ki ne veste, kdo je Vortex oziroma Vortexa ne poznate, Vortex je eden izmed, dajmo reči, boljših slovenskih streamerjev pri nas. In nazadnje sem imel eno stavo, ki jo je sicer da zgubil, ampak hoče imeti še eno šanso, tako da bom imel malo učne urice na racing simulatorju v Assetto Corsa Competizione in pa pogledali si bomo, kaj sploh je Uvi, oziroma asortiman Uvi racing rigov, kaj vse lahko dobite pri Uviju, in mislim, da se v bistvu lahko za vsakega, ki najde, ki bi si želel imeti doma svoj racing rig, da se lahko zabava, da lahko trenira. Uvi shop. Tako, dobrodošli v e-shopu. S Vortexom. Tako, danes bom vaš prodajalec tukaj pri Uviju. Kot lahko vidite, imamo polno izbiro stolov. Recimo, jaz osebno uporabljam tega XL-a, ampak problem je, ker jaz belega imam, ne, ta je moder. Je pa isti sistem. Največji stol, ki ga lahko dobite tudi za največ kil, če imate kakšno ekstra, ne rabite skrbeti za nič. Vse ima nastavljiv, kakor večinoma Uvi stolov. Če rabite spat, ni problema, se lahko tudi lepo ležete. A tako pol ti gameš, pol 4 ure komotne, sej to je ne, to? to je po koncu streama, po vsega se jaz tako ležem, pa razmišljam o svojem življenju, pa kaj bi zdaj naprej jedel, pa gledal. A v Tonini razmišljaš? Turirjo mare. V glavnem, ja. Ok, ne vem, zakaj še snimam teh pisarniških stolov, ampak bomo tle malo nežicali, da dobimo še mi malo bolj. Ampak bolj neki tazga, ne? Bolj neki tazga. Pisarniškega, tak bolj pisarniški stolček. Ja, ok. Malo previsok, ne moram imeti kapce pol gor, ampak ok. To se da zrihtati. To se da zrihtati, če ne drugega za fleksarce ali kako. Ja, mislim, nekaj može ne. Ja, sej smo dobri v tem. Ali pa ne, ne bomo nič, ker nimam pojma, kako se da to dol. Fikse pa da. Ampak komfort tega, pa unga gamerskega, a si pa testiral tudi tega? Tega sem testiral in sem ful navdušen nad temi pisarniškimi stoli, ki imajo res dober ta ledven del, ledvenega dela. Ampak, pač, za mene načeloma kot gamerja, pa so sen. Tadej, enega za home studio, pa vsaj 2 za delavnico. Mislim, da te Tadej ignorira, ker papica glih kosilo je. Se je najlažje biti na malcico dan, ne? Ja, ja. Ok, kva imamo še tle? Prva stvar, ko bomo pa testirali tale racing. Sem že toniral Extreme, tako Fanatec volan oziroma cel rig, en izmed boljših, kakor sem slišal, je pa eden izmed težjih, za mene osebno me roke bolijo, ker večkrat vozim, tako da to, zdaj, če gremo sem, kaj imamo farming simulator. Ta je čisto osnovan v bistvu, ne? Tole. Če jaz ki provem, tukaj je tale čisto osnovan v bistvu simrik, ko v bistvu je samo štender, stojalo za volan pa za pedala, plus za menjalnik, ja. Ampak prišlo je do ugotovitev, da so kakšni malo preč agresivni z volani in se izkazali, da tole ni čist najboljša varianta, je pa super varianta za farming simulator, tako da s tem le verjetno nam mogli furalo vse, čeprav se drift ne bi bilo kula, veš, to si moram naštimati, jaz to avto, tole bunka, pa je to. Gledajte se v rig z vsemi temi. Ampak se da, v glavnem za kakšne Logitech volane, pa to je tudi tole, čist dobra stvar, rabite pa svoj stol, verjetno kakšen gamerski, ki se dobro kucne. Ok, OG simulator, Uvi Racing, je Uvi Racing Simulator Pro.
Ja, to A je tole. tega si tudi že kaj potestiral? Tega sem že potestiral in tudi ne bi zdaj na kameri, ker ko mi pridem noter, hvala Bogu, da obstaja novejša verzija tega. Ker ta je malo manj prilagodljiv, ni sicer slab, ampak za mene pa malo sem velik. Je dober entry level Ja, rig, dober, ja. res zelo dober entry level rig, da se ga tudi kar dobro lahko nastaviti, sicer se moraš malo poglobiti, drugače čisto osnovno sedaš na vodilih naprej nazaj. Definitivno ga ne bi priporočil za direct drive volane, ampak recimo za Logitech, super, pedala se da tudi nastaviti naprej nazaj, volanček se da, mislim, da malo po globini naštimati mičke naklona. Ja. Da se ga tudi v easy na pol rašrafati, če ga rabaš pospraviti, ne? Če imaš malo problema doma v pisarni, spalnici, dnevni sobi, kuhinji, Ja, WC-ju. kjerkoli vam srce poželi. Kjerkoli vam srce Baničev poželi, imate da noter. rejsate. Ja, to. Je pa seveda pač, če se ne motim, half the price Extrema. Ja. Se vidi, pač entry level. Yes. V glavnem, Extreme, na drugi strani, je pa v bistvu čist nova zadeva pri UV-ju, Ja. pri UV Racing segment. In smo tudi pred kratkim posneli commercial. UV si je želel, da naredimo to v sklopu Drift Squadrona in promo video, ki upam, da ga bomo lahko spustili na koncu tega videa. Mislim, da je video full dobro izpadel. V glavnem, UV Racing Extreme, aluminijast, močna konstrukcija, the best direct drive volane, sedež nastoljiv, pedala nastoljiva, volanje nastoljiv, od višine, globine, naklona, kar vam srce poželi, si lahko v bistvu s tem nastavite. Kaj bomo pa zdaj naprej, ne? Bo pa zdaj le Vortex imel malo učne ure, Assetto Corsa, kompeticione, pa ne da sem jaz kakršnakoli profesionalc v tem, ker nisem, jaz uporabljam to bolj ne za off-season, da pač ohranjaš malo motorik skillse, muscle memory in te stvari, verjetno pa tudi jaz nisem kaj prav velik. Mislim, jaz bom izkoristil vsako priložnost, ko me lahko nekdo boljši od mene kaj naučiti, tako da gremo mi na čas. Mislim, zadnje smo imeli challenge, jaz sem postavil nek cajt in Vortex je rekel, če premagam moj cajt, exclamation mark, moj cajt je bil postavljen v enem krogu, če premagam moj cajt, dobi Tom Keta za furat, seveda na pisti, bil si, koliko, 20? Pustimo, ne spomnim se dobro, nima veze. 20 sekund off. To nima Ne, ampak danes smo tle s tem namenom, sicer ne vem zakaj, samo vse po skledo pluvam, da mu pomagamo zboljšati cajt, tako da. Ja, evo, The rig is all yours, take a sit. da si pogledamo, ajde, pejmo. Ko mi da prijem noter. Ampak je pa res udoben stol. I'm ready. Okay. Ok, kaj imamo tukaj? Danes imamo tlele McLarena, Ja, GT3 GT3 na Nürburgring GP tracku. Ja, Assetto Corsa. Jo. Competitive? Competizione. Allora. Okay. Ja, načam. Gremo mi kar. Bomo mu dali malo inštrukcij, da bo izboljšal In sam še svoje je ful kroge. pomagal, ker si mi govoril, da moram bremzati vse, tako da danes čakam za inštrukcijo. Imaš kaj, lej, Ja, treba te boš mogel premagati. res mogoče pol počasi v drift avto se usesti. Ja, gremo spet najprej Neki ti bomo naštimali v bližnji priliki, ne glih mogoče Tom Cat, ampak neki, a prav? Res? Ja, bomo neki naredili, ne? Pa moram pa zdaj priti trenirati. Valjda bi radi videli Vortexa, kako se uči driftati, ne? Pa kako hotel avto noter. Bomo tudi to prilagodili, prav? Okay, Da ne bo težav. Enač grem jaz na trening. Ja, kar odpel. Nisem še travo pokositi spod. Ja, to drugače ni kosilnica, ampak je dirkalec. Je treba bilo malo travo mes pokositi. Nismo ti Honde naštimali, da voziš. Wow. Si ljubitelji Honde. Ja moram bremzati. Držim se, lej. To sem se zadnjič naučil. Nižja, kaj držiš gas in zdaj polni gas pohodiš. Tako. Greš, sonce svet, nimamo očal. Ki imaš čelado, aj? Ja. Ne bremzamo. Nižja prestav, stisnemo bremzo in držiš gas. Ena stvar, ki se ne more naučiti, je, da ima drugo nogo na bremzi, ne? Ja, Ampak dela vse z desno nogo. Čakaj, Kje pa je leva noga drugače? Ja, tukaj je, evo, vidite levo nogo. za boje. Še ima reklame za Air Jordan. A spomniš, kjer model Jordan imaš tam? Šestke. Skoraj sem se razbol. Steady. Počas. Začneš počas.
Drugačen dober nasvet, ki ga dam vsem, da začnejo počasi. In stopnjujejo pace. Sicer smo že zdaj cajt, kar pomeni, da ne boš glih v drugem krogu, tretjem postavil rekord na proge, ampak počasi. Linija, braking pointi, acceleration pointi in tako naprej. Ker če boš vsak ovink kosil travo, boš težko napredoval. A ni to Florid, pedal to the metal, pa gremo, pa kar bo. Kosilnica, ne kažem simulator za košenje trave. Ni to. Farming simulator. Ne, to je Unrik, ki smo ga tamle pregledali. Moving simulator. To boš ti bolj vedel, ti si bolj v gaming vodah. Imaš prav. Sam problem je, ker na simulatorju ful težko veš, kako hitro se pelaš, ker ni unga feelinga, da so vse ruka. Ja, pa kakaj, si imaš dobre povratne informacije, imaš na tem Fanateku, tako da ni bed, pa tudi tale pedala so kar ta prava. Dobre. Kaj pa so te oznake? To mi malo povedal. To ti bo malo ti razložil, to ne pomeni, da greš 50 na uro. To vem. Pa moraš še enkrat drug challenge narediti, kaj ti že igraš Fortnite ali neki? Fortnite, GTA, vse. Čak, če ste premagam v Fortniteu, kaj pol? Kaj dobim pol? Tako me naš premaga, to smo ne vprašanje. Kar želiš? Jaz mislim, da je več šans, da ste premagam v Fortniteu, ker ti mene vse to korso staje. Dan ti en krog z mojim avtom, to je to. Na pisti? Sej, valjda na pisti, ja. Okej. Častim gume. Zdaj je trenutno na 2:20 času. Bomo dali par krogov, pa še malo inštrukcij, pa da vidimo, koliko lahko izboljša svoj cajt. Jaz mi stava, da ima 5 sekund kanač. Koliko? 5 sekund kanač. To jih bom zdala. Brez inštrukcij. A že v tem krogu, brez inštrukcij? Ja. Ok, kaj gremo na 2:10 pol? 2:10. Ja. 2:10:9. Ja. Bilo bi hitreje, če ne bi čist malo pred koncem šel malo preveč ven. Če bi malo bolj poslušal. Da kaj to preveč informacij naenkrat, pa ful za... Čak, da bo šel official. Ja. 2:10. Se sva rekla, 2:10 je cilj. 2:10 bo cilj zdaj v teh parih krogih. Bil bi hitreje, če bi... Drugič gremo na 2 minute. To imamo, po mojem, glede na to, koliko sem slabo poslušal, oziroma koliko bi lahko izboljšal, brez problema. Samo moram dobiti feeling za hitrost. Za poslušati. Pa za hitrost. Ja. Drugače pa ful hodo tole, mislim, to se bom definitivno umislil, pa do v studio noter. Sam tega ekstrema. Ekstrema? Ja. Ti už povedal, ker ga ne vzamem. Jaz mislim, da sploh za tvojo velikost... Tadej bo pa zrihtal. Ja, tadej bo itik zrihtal. Da se da res ful dober, se ga da nastaviti. Tako da v tvojem primeru bi sigurno mogli pedala še malo naprej poriniti. Ja, malo bi bilo lažje. Ja. Je pa res, hvala ti za vse inštrukcije. Ja, se ponovimo drugič, ne? Mislim, da imam to naslednjič. Se pravi, koliko moš še te na 56,5? Ne, to je malo preveč. Bomo rekli sem do 2 oziroma po 2. Bomo rekli, če priješ 2 minute, da se drživa dela. Se pravi, Nürburgring GP Track, McLaren GT3. Na default settingsih, da ti ne bodo dodal kakšne inštrukcije, kako se avto nastavi na hiter, ker tudi to je del znanja. Kaj, ali da ti avto setapiramo za stezo, da boš bil hitrejši. Hvala, da mora biti hitrejši avto. Ok, prav. Bomo ti drugič en setup naštimali za tole stezo, pa da vidimo, če ti bo kaj bolj pomagal. Ne, mislim, da imam to, po 2 minute oziroma okoli 2 minute imam sigurno. Ni ti težko bilo spet. Kaj, v enem krogu sva izboljšala za 10 sekund? V enem krogu sva najprej izboljšala za 6, ja, pa že za 10. V drugem, tretjem sva prišla pa pol na 2:10:9. Prej počasno noter pol rokca vse skupaj. V rokca, ja. V rokca, v glavo. V glavnem, če še niste subscribite k Vortexu, čeprav... Ja, obvezno. Unika, še niste na Dry Day, valjda subscribe, 30 Second Drift Squadron. Komentirajte spodaj, če Vortexu rata prideti na 2 minute na Nürburgring GP Tracku, oziroma bomo kmalu to ugotovili. V glavnem, do naslednjič. See ya!